nami. Zdaj mu že nekateri pravijo, kar super referendum. Potem pa seveda je naše srečanje tudi namenjeno pogovoru z obema poslancema, vsem drugim vprašanjem, ki nas težijo tako ali drugače. No, če smem bi nekaj uvodnih misli samo povedal, nekaj istočnic, zato da boste lahko oba, ki sta bolj poučena in večja strokovnjaka na tem področju, tudi te zakone pokomentirali. Kar izvolite, torej, zakon o pokojninski reformi je problem. Ni problem v tem, da se v Slovenski demokratski stranki ne bi zavedali tega, da pokojninska reforma je potrebna. Vendar za pokojninsko reformo je, tako kot je v vseh velikih sistemih, potrebno najprej nekaj napraviti na prihodkovni strani. In potem se lotiti te reforme. Na ta način, kot sedaj poteka, je po moje, ali pa tudi po mnenju nekaterih strokovnjakov, preveč na plečih, tako upokojencev, kot tudi zaposlenih. Veste, da število zaposlenih se v Sloveniji zelo zmanjšalo. In ta vlada se brez vsakega zadržka zadolžuje z letnim tempom preko 2 milijardi evrov letno. Pričemer pa bi v prvem letu te pokojninske reforme prihranili mogoče 30 ali 40 milijonov evrov. Torej gre za nek kozmetični popravek, ki lahko dolgoročno pa ima težke posledice. Druga naša istočnica bo danes torej v bistvu medsosedska pomoč ali zakon o črnem delu, popularno rečeno tako. Gre za to, da smo v Sloveniji na tem področju vseeno občutili. Jaz sem sedaj star, to je moja osebna izkušnja. Sedaj sem bil star 56 let in lezen proti 57. In vam povem, da pri 29 letih, ko sem začel zidati hišo za svojo družino, če ne bi bilo medsosedske pomoči, verjetno tudi moje hiše ne bi bilo. Ker smo jo zgradili s sošolci, s prijatelji, sorodniki. Med njimi so bili taki, ki so bili po poklicu tesarji in zaposleni kot tesarji, pa so mi napravili postreči. Pa so bili taki, ki so bili, bi rekel, vodoinštalaterji po poklicu, pa so mi napravili inštalacijo. In tukaj smo Slovenci občutljivi in to je samo kot ena istočnica, ker nam Alenka sigurno dosti več o tem znala povedati. In potem tretja zadeva so arhivi. Prepričan sem, ta zakon, kot je bil sprejet 2006, mislim, da sem prav povedal, 2006, je dober zakon. Je primerljiv z vsemi državami bivšega socialističnega bloka. Arhivi so odprti za zgodovinarje, za preučevanje. Ponovno zapiranje teh arhivov, vsaj nas, ki smo malo starejši, spominja na nekatere čase, ko smo imeli ne samo zaprte arhive, imeli smo tudi dvojno zakonodajo, za katero navadni prebivalci takratne države niti vedeli niso. Imeli smo hudo represijo in verjetno je to